Dober dan in lepo pozdravljeni na prvem webinarju za spoznavanje okolja v prvem triletju v letošnjem šolskem letu. Verjamem, da vsi že dobro poznate naša gradiva za spoznavanje okolja v prvem triletju v učnem kompletu Moj Nande 1 in 2. Ravno v tem času pa z avtorico Vanjo Jovičevič pospešeno pripravljava gradivo in vsebino za 3. razred. Tudi za 3. razred se bova trudili, da bo gradivo atraktivno za učence, da bo vam, dragi učitelji, olajšalo poučevanje spoznavanja okolja, ter da bo vaše učence spodbujalo k samostojnemu delu, ki omogoča trajno in trdno znanje, seveda z veliko dejavnostmi, ki bodo otroka spodbujale poleg učenja novih vsebin tudi k igri in k gibanju, za kar z Vanjo verjameva, da sta pravzaprav temeljni dejavnosti, ki jih otroci potrebujejo za zdrav razvoj. Danes bova z vami Vanja Jovičevič, avtorica spoznavanja okolja v prvem triletju, in jaz, Tihana Kortin Jeraj, urednica gradiv. Z Vanjo smo se zmenili, da vam bo na današnjem webinarju predstavila nekaj zamisli, ki vam bodo pomagale pri izpeljavi vsebin, ki so po učnem načrtu in po našem gradivu na vrsti v tem obdobju. Glede pa to, da se do konca koledarskega leta ne bomo več srečali za spoznavanje okolja, vam bo za konec Vanja posredovala tudi nekaj zamisli za ta decembrski praznični čas, s katerim bo lahko vaš december v šoli še bolj čaroben. Kot ste navajeni na naših webinarjih, vas tudi danes vabimo k vašim vprašanjem, mnenjem, sugestijam. Z Vanjo bova, če se bo le dalo, sproti odgovarjali na vaša vprašanja, če ne drugače, pa na koncu webinarja bo Vanja na vprašanje odgovorila v živo. Tako da medve si želiva, da bomo preživeli prijetno današnjo uro in predvsem v prijetni in konstruktivni debati z vami, dragi udeleženci. Vanja, če si pripravljena, ti z veseljem predam besedo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, Tihana je že približno napovedala, o čem bo danes govora. Jaz pa, tukaj bi rada samo ekran delila, bo šlo? Bo. Jaz bi pa za uvod, torej nekateri ste z nami že zdaj drugo leto, torej ste imeli naša gradiva oziroma spoznavanje okolja 1 že v prvem razredu in ste morda šli z učenci v drugi razred, tako da malce že poznate, kakšen je kontekst samih gradiv. Za tiste, ki pa nas letos prvič spremljate oziroma ki prvič uporabljate naša gradiva, bi pa samo v 2-3 stavkih povedala, kaj je bistvo teh gradiv pri spoznavanju okolja. Zdaj, glede na to, da je to prvi webinar na temo spoznavanja okolja v letošnjem šolskem letu, ni bilo še nič govora o tem, kaj zajemajo delovni zvezki. Vem pa, da ste jih že kar dobro spoznali, kajti za nami je sta že 2 meseca, dobra 2 meseca, zdaj že praktično 2 meseca in pol pouka, tako da ste na različne vsebine oziroma tele ikonce, ki se tukaj kažejo na ekranu, ste že naleteli in tudi ugotovili, zakaj, čemu je katera namenjena. Torej, tako kot v prvem razredu je tudi tukaj veliko poudarka na učenju skozi igro. Nekaj je tudi gibalnih nalog v samih delovnih zvezkih, še več gibalnih nalog oziroma idej za gibalne naloge pa vam bom jaz nekako posredovala oziroma vam bom dala ideje za gibalne naloge preko tovrstnih webinarjev, na katerih se bomo srečevali približno na 2 meseca. Torej, same ikone v delovnih zvezkih vam že nakazujejo, kdaj se pojavi gibalna igra, kdaj se pojavi namizna igra oziroma kdaj se pojavijo različna vprašanja za razmišljanje. Pri samem snovanju delovnega zvezka za spoznavanje okolja, tako v prvem kot v drugem in seveda zdaj v 3. razredu, to, kar je še nekako v nastajanju, je glavno vodilo to, da se učenci učijo čim manj na pamet in čim več skozi različne aktivnosti,
in cilj vsega tega je, da je znanje bistveno bolj trajno, bistveno bolj nekako, da otroci bolj razumejo, kaj se učijo in da ne govorimo toliko mi, ampak da so otroci sami precej aktivni. Zdaj pa, če gremo, da bodo te minutke in minutke res minutke, da ne bomo predolgi, bom šla kar na same teme, ki nas čakajo oziroma ki vas čakajo v prihodnjih dneh, v prihodnjih tednih. Pripravila sem 2 temi, učni temi, verjetno večina še ni obravnavala, dan in noč, zdaj ste nekako gibanje, verjetno v zaključku z gibanjem, čaka vas pa učna tema dan in noč. Zdaj, same učne priprave, jaz upam, da vam dajajo že dovolj nekih namigov oziroma konkretnih idej, kako učne ure speljati, oziroma kaj sem si jaz zamislila, da bi se v določeni učni uri lahko speljala. Hkrati pa mislim pa tudi, kolikor sem se pogovarjala z uporabniki delovnih zvezkov oziroma tega drugega dela spoznavanja okolja, so vse teme v delovnem zvezku narejene tako, da so tudi dosti odprte. To pomeni, da lahko tudi sami izvajate različne aktivnosti, ki jih imate že pripravljene odprej, ki vam v bistvu zelo ležijo, za katere ste preverili, da pri otrocih delujejo. Delovni zvezek je pa dodatna opora, da otroci vse to nekako potem tudi obnovijo oziroma še bolj konkretno zvizualizirajo in tudi rešujejo določene naloge. Zdaj, pri sami temi dan in noč je v uvodu koledar. Tukaj sem si zamislila prvo učno uro na temo koledar, da otroci nekako prerešetajo, če se lahko tako izrazim, tale koledar, ki je na tej učni strani oziroma na strani delovnega zvezka. Hkrati, da v razred prinesemo različne koledarje, spoznajo različne tipe koledarjev, da obstajajo stenski, namizni, pogledamo si morda tudi koledar na telefonu, ki so zdaj zelo aktualni, ali pa na računalniku. Bistvo pa je, da otroci spoznajo, da na koledarju lahko vidijo dneve, da vidijo mesece in da se z njimi igrate praktično s pomočjo tega koledarja, ki je pač v delovnem zvezku, dnevi, meseci, cilj je, da se orientirajo, da se znajo orientirati na samem koledarju. Tukaj je tudi eno vprašanje za razmišljanje zelo na mestu, pa bom malce namenila ali pa par stavkov, par besed povedala, zakaj ta vprašanja za razmišljanje, recimo, zakaj je dobro, da imamo koledar. To je eno tako odprto vprašanje, pri katerem mogoče ga lahko tudi v uvodu postavimo, ko niti ne vemo, koliko predznanja že otroci imajo v koledarju, ali pa ko preverjamo njihovo predznanje. Ta odprta vprašanja so super zato, da otroci in vprašanja za razmišljanje, zato da otroci povejo vse tisto, kar že vejo, vse tisto, kar jim pade na pamet, kjer praktično ni napačnega odgovora, ampak bolj mi dobimo povratno informacijo zelo v eni taki minuti ali dveh, koliko otroci sploh vedo, kaj je koledar, koliko sploh vedo, kaj vse na koledarju lahko najdejo. Tako vidimo tudi razlike, kdo malo več ve o koledarju, kdo malce manj. In recimo tako vprašanje, zakaj je dobro, da imamo koledar, nam bo dal zelo dober feedback o predznanju otroka. Tudi tukaj v bistvu je zelo pomembno, da otroke spodbujamo, da naj še ideje naštevajo. Zakaj je dobro, da imamo koledar? Zato, da vidimo, kateri dan je. Kdo bo rekel, zato, da ne pozabimo, kaj moramo jutri narediti. Kdo bo rekel, zato, da znamo, da pogledamo, kateri meseci so, če se jih nismo zapomnili. Karkoli rečejo, je super. Vendar pa jih jaz vedno opozorim, ne ponavljajte, poslušajte drug drugega in ne ponavljajte idej od ostalih sošolcev, zato da dobimo nove, da se ne ponavljajo ves čas ene in iste, zato da vidimo, kateri dan je danes, recimo. Potem iščejo po koledarju mesece, dneve, jih poimenujajo, pač to klasične igre, oziroma klasične vaje, ki jih verjetno v vsakem primeru izvajate. Pogledamo si, koliko dni imajo posamezni meseci in potem na podlagi tega, ko že tale strip preberemo in pregledamo koledar, odgovorijo oziroma rešijo prvo nalogo, ki pač spet vodi k temu, da se znajo orientirati na koledarju. Potem jim pa lahko damo dodatno vprašanje za razmišljanje. To jih imate tudi v samih pripravah. Recimo, to so že vprašanja mogoče malce višjega nivoja, ampak so za tiste, ker kot smo rekli, že večkrat sem na webinarjih poudarila to, da imamo v razredu zelo različne učence, vendar ne smemo dati vedno prednost samo tistim učno šibkejšim, pa samo z njimi, da ja usvojijo tiste minimalne standarde. Vedno moramo tudi
tiste učno uspešnejše spodbujati. Tudi zaradi njih napredujejo učno šibkejši. In recimo eno tako vprašanje je, ki ga morda lahko reši celo marsikdo, ki se ne kaže zelo učno uspešnega, pa bo tako vprašanje za razmišljanje zelo dobro rešil. Recimo, katera 2 meseca, če vzamemo zadnje črke enega meseca, pa prve črke naslednjega meseca, katere 2 meseca nam povesta, recimo nam data neko besedo, ki pomeni en del telesa ali pa en del obraza. In tukaj pridemo, zdaj vam bom povedala rešitev, da ne boste predolgo iskali. Če vzamemo mesec avgust, vzamemo zadnje 3 črke pri mesecu avgustu in mesec april, vzamemo prvo črko pri mesecu aprilu, dobimo besedo usta. Torej, to je ena taka uganka v bistvu, ki jo lahko reši praktično vsak otrok, seveda mora biti pa mali iznajdljiv, pa iskati morajo po mesecih. Kaj s tako uganko dosežemo oziroma takim zavitim vprašanjem? To, da otroci prečešejo cel koledar in mesece preberejo ne enkrat, ampak večkrat. Torej, z eno tako izigrivim vprašanjem, v bistvu uganko, ki otroci zelo radi rešujejo, jih spodbudimo k zanimivemu iskanju. Radi to delajo, motivirani so in potem iščejo, berejo te mesece, nehote si lažje zapomnijo, kje je kakšen mesec, kateri mesec je pred določenim mesecem, kateri je za drugim. Večkrat, ko prečešejo, večkrat, ko ponavljajo, večkrat, ko preberejo mesece, bolj si zapomnijo vse tisto, da sploh vejo, kateri meseci obstajajo, ker eni vemo, da v 2. razredu tudi slučajno ne znajo poimenovati vseh mesecev, še v 3. ne. Torej, katera 2 meseca sta to? Konec 1. meseca pa začetek 2. nam da neko besedo, ki poimenuje del obraza. Ali pa drugo vprašanje, ki je ravno tako kot uganka, kaj imata januar in naprimer december ali pa januar in avgust, nima pa februar. In iščejo in gledajo in potem pridemo do rešitve skupaj. Tukaj je zelo fajn, da govorijo rešitve, ki jih vi sicer pohvalite kot zanimive rešitve, ampak zato, da jih spodbujate, da si upajo vse povedati, da razmišljajo, da so aktivirani, da možgani delajo. In nekako skozi njihove predloge jih napeljujete k pravilni rešitvi, da so skozi v nekem miselnem toku, v neki motivaciji, da so tik pred rešitvijo. Se pravi, kaj imata skupnega oziroma kaj imata januar in avgust, nima pa februara. Se pravi, 31 dni imata januar in avgust, februar ima pa 28 dni. In skozi eno tako igrco, v bistvu, skozi tako uganko praktično, si bodo otroci kar precej hitro zapomnili, koliko dni ima določen mesec. Torej, ta nivo razmišljanja je zelo pomemben, pa hkrati lahko otroke spodbudimo, zdaj pa vi sestavite kakšno uganko, ali pa za domačo nalogo, ali pa v podaljšanem bivanju, sestavite kakšno uganko na mesece, ali s kakšnimi besedami, kako jih lahko sestavljajo, če mesece skupaj dajajo, ali da poiščejo kakšno besedo, ki se skriva v imenu meseca, ali na kakšnih posebnostih meseca, ali kaj podobnega. To radi delajo in s tem jih dodatno motiviramo, da prečešajo koledar in si tudi lažje vse skupaj zapomnejo. Potem pri mesecih jaz sem eno tako, meni je zelo všeč gibalna igra, ki jo lahko izvedete pri športni vzgoji ali pa kar v razredu, pri recimo ponavljanju, utrjevanju mesecev, lahko tudi po obravnavi mesecev, lahko takoj po obravnavi koledarja, to boste sami presodili, v kateri fazi učne ure. Otroke razdelimo odvisno, kako velik razred imamo, ampak recimo lahko jih razdelimo v 2-3 skupine, na tla damo obroče. Vsaka skupina ima pred sabo obroče in potem otroci na eni strani, se pravi, vrsta je tukaj, kolona je tukaj za tem rdečim obročem in prvi otrok v skupini, štartata obe skupini hkrati. Prvi otrok v skupini skoči v obroč, sonožno v obroč in da listek, se pravi prebere, kaj piše na listku, kater mesec, december, ga prime in ga da na drugo stran obroča, ob tem pa pove, kateri mesec je pred mesecem decembrom. Se pravi, december pred decembrom je
novembra. Potem skoči v drugi obroč, tukaj ostane listek potem na levi strani, skoči v drugi obroč, da listek iz desne strani na levo, se pravi iz desne na levi so meseci, ki so pred tem mesecem, se pravi pred mesecem februarjem, mesec marec, in tako naprej. In ko pride do konca, se na drugi strani obročev, na drugi strani dela kolona in zmaga tista skupina, ki prva naredi kolono na drugi strani. Enkrat na tej poti, ko jo dela učenec, se lahko koristi jokerja, rečemo temu, da se obrne proti svoji skupini, da mu da pomoč in mu pove rešitev. In potem, ko gre drugi, ko so pač meseci tukaj le na tej strani, gre drugi iz skupine in ravno tako iz ene strani na drugo prelaga mesece in govori, kateri mesec je pred tem mesecem. Zdaj, to je ena možnost. Druga variacija je, da niso imena mesecev, ampak so po zaporedju številke, se pravi številka 5, kateri mesec je 5 in mora vzeti številko 5 v roke, pove maj in jo da na drugo stran obroča in skoči naprej. To je ena taka igrca, ki jo pač otroci radi igrajo, hkrati pa tudi tisti, ki so učno šibkejši, malo mu prišepna, ampak si zapomne, ve, mora povedati, če želi iti naprej. Tako da recimo ena ideja za gibalno igro, za ponavljanje mesecev, kot sem rekla, to imate lahko ali za med odmori, ali za v podaljšanem bivanju, ali kombinacija športno, ali pri spoznavanju okolja, mogoče potem pri utrjevanju, ali pač v neki fazi učne teme, ki obravnavate, to se pa sami odločite kdaj. Potem temu sledi učna ura, ko imate delavnico, ko izdelate delavnico Moj koledar. Zdaj, za uvod v to delavnico vam predlagam poligon. To je gibalni poligon. Jaz jih imam zelo rada, zato ker malo skombiniramo, kakšen odmor pokoristimo za to, da ga postavimo, ali pa celo med odmorom začnemo s poligonom, takrat ni nobenega problema, če so otroci brez odmora, ker so jim poligoni luštni, lahko ga postavite pa tudi v telovadnici, na hodniku, v večnamenskem prostoru, zdaj odvisno, kako imate šolo organizirano. Zdaj, to je ena ideja poligona, veste, vi lahko to čisto po svoje naredite, bistvo je v tem, kar vam bom zdaj le povedala. Torej, uvod v ta poligon je v bistvu na začetku otrok dobi, tukaj na tej mizi, imamo en kup sličic. Bom šla na naslednjo stran, da boste videli, in te sličice, imate jih lahko toliko, kolikor je otrok, lahko jih imate pa še enkrat toliko, kolikor je otrok. Odvisno zdaj spet, kako veliko skupino imate. Če imate manjšo skupino v razredu, potem imate lahko dvojne sličice, za vsakega otroka 2 sličici. So pa to sličice, ki so vezane na letne čase. Torej, neki simboli, asociacije na letne čase in sličice so na začetku, če se zdaj vrnem na to stran, na mizi, obrnjene z licem navzdol, otrok, ki je na vrsti, potegne sličico, gre po poligonu, pač določimo, kakšna gibanja so, razmišljati mora, kako se bo gibal, glede na to, kaj smo mu prej povedali, Jaz sem tukaj dala pa žabje, hodi po liniji, naredi žabje poskoke, gre pod mizo, naredi lastovko, potem se plazi recimo pod temi mizami, hodi po petah, se zavrti okoli svoje osi in pride do vlaka letnih časov. Na koncu sem dala vlak letnih časov s 4 vagoni. Ta vagon je rjave barve, ta vagon je zelene, bele in pa rdeče barve. Rjava je jesen, zelena je pomlad, bela je zima in rdeča je poletje. Otrok ves čas, ko hodi po poligonu, razmišlja in našteva, kaj vsega še spominja na tisto sličico, ki jo ima v roki. Recimo, če ima v roki, gobe, bo našteval gozd, listje, vse, kar se pač spomni, morda bo kdo rekel tudi jesen, morda bo se spomnil ob gobah na jug ali karkoli. Torej, našteva različne stvari, ki mu padajo na misel ob tem, ko gleda to sličico. Eden se bo spomnil ene stvari, eden se jih bo spomnil pa 10 ali pa še več. Ampak pomembno je, da otrok vsaj tisti čas, ko je v poligonu, malo razmišlja, da razmišlja, kam bi to sličico dal, s čim vse še lahko poveže, recimo gobe ali pa zvončka in tako naprej. In potem na koncu uvrsti, v kateri letni čas bi ta njegova sličica spadala. Da preveri, ali se je pravilno odločil, v kateri vagon bo dal svojo sličico, je pa na hrbtni strani sličice narisana pika. Pika v eni od teh barv. Se pravi, če je sličica oziroma simbol, ki je na sličici, spada v vlak jeseni,
potem je rjava pikica na zadnji strani in preveri, a je pravilno svojo sličico uvrstil oziroma razvrstil pravi vagon ali ne. Na koncu si vsi pogledamo, katere sličice so v kakšnem vagonu in jih otroci malo prekomentirajo. Spet smo tukaj mi v vlogi organizatorja, motivatorja, organizatorja in tistega, ki pač takrat, ko je treba malo volan obrne in jih usmeri na pravilno razmišljanje, drugače pa otroci večinoma sami delajo in so res sami zelo aktivni. Recimo, to je ena taka igra, pred samo delavnico, da potem, ko delajo, če se zdaj vrnem na prejšnjo stran, da nazaj poklikam, ko delajo tole, ko sestavljajo pač koledar letnih časov, se lahko potem ob teh sličicah jih še dodatno prekomentirajo, zakaj spadajo določene sličice, ki smo jih uvrstili v vlak, recimo pomladi, zakaj spadajo v pomladi. Potem pa seveda izpolnijo mesece, tukaj tudi povemo, da določeni meseci niso čisto pomladni ali pa čisto poletni, ampak jih vseeno uvrščamo v pomlad oziroma poletje. Potem temu poligonu oziroma delavnici sledi naslednja ura, ko, mogoče še to, po delavnici, tukaj pa slika razreda, ko je en tak poligon postavljen, jaz znam velikokrat tudi tako pajkovo mrežo ali pa nogice, pa rokice po tleh, pač tisto, kar imaš pri roki, tisto uporabiš, enkrat ta poligon bolj razgiban, drugič manj, da si v razredu naredimo prostor, vedno potisnemo vse mize in stole čisto ob okna in pa omare, zato da so tudi otroci, včasih so poligoni narejeni tako, da jih na koncu čaka neka naloga in ko konča poligon, se usede na svoj stolček, poligon je še vedno odprt, da lahko tisti, ki še niso bili na vrsti, grejo skozi poligon, drugi pa že delajo na svojih stolčkih oziroma prostorih naloge, ki jih imajo v nadaljevanju za narediti. No, zdaj temu potem sledi potem tema dan in noč oziroma preidemo na dele dneva. Tukaj se vedno poslužujem oziroma tudi idejo sem dala v priprave, da v razred prinesemo globus, si ga otroci pogledajo kakšne barve, zakaj so določeni deli zemlje modro obarvani, določeni druge barve, kaj je tam, kjer je modra barva, kaj je tam, kjer ni modra barva in tako naprej. Potem pa ta globus osvetlimo s svetilko z določene strani in ugotavljamo, kaj se dogaja s tisto stranjo, ki je osvetljena s svetilko in potem to svetilko nekako spremenimo v sonce, zato da razumejo, kaj pomeni, zakaj imamo dan, pa zakaj imamo noč, kaj se takrat dogaja s soncem, kaj se dogaja z zemljo, zakaj se sploh menjava ta dan in noč in tudi sami ugotavljajo, kaj je osvetljeno, kdaj, kje Slovenija približno poiščemo, oziroma poiščemo, kje je, jo osvetlimo, potem zavrtimo globus, na drugo stran in kdaj je tema v Sloveniji, kje je takrat dan in tako naprej. Malo tako praktično, zato da konkretiziramo, kaj je zemlja, kaj je sonce, da ima malo bolj oprijemljivo to predstavo, kaj pomeni noč in dan. Potem imamo tukaj v delovnem zvezku tudi naloge na to temo, ko pač praktično to pregledamo, rešijo prvo nalogo. In potem smo tukaj le pri delih dneva. Zdaj pri delih dneva, mogoče v pripravah imate pač še dodatne ideje, dodatna vprašanja tudi napisana. Tukaj bi vam pa morda dala še eno idejo za igro in sicer to je igra kače. Ta igra je zamišljena tako, da to spet lahko naredite v razredu, pa taka zelo fina igra za marsikaj. Vse te gibalne igre, ki vam jih zdaj razlagam, lahko uporabite praktično čisto pri vsaki učni temi. Vem, da ni vedno čas za to, ampak včasih pa, ko zmanjka kakšna ideja ali pa če se vam kakšna igra vam je zelo všeč vam ali pa otrokom zelo všeč, pa predvsem, ko usvojijo pravila določene igre, ne porabite nič več časa praktično, da razlagate, kako se igra, ampak samo spremenite na neko novo učno temo. Boste videli, kako se lepo prilagajajo praktično čisto na vse. Tiste mesece, ki smo jih prej gledali, lahko bi na katerokoli temo, kjer se morajo zapomniti nekaj, bi lahko predstavljali neke
pojme, a ne pa dodajali pojme na drugo stran, a ne ali karkoli. V glavnem igra kače. Otroci so spet razdeljeni v več skupin, stojijo v koloni in naredijo strešico, torej roke spredaj, noge zadaj in dvignajo, a ne, telo, da gre lahko otrok oziroma ostali otroci pod strešico. In to drug za drugim stojijo v strešici. Zadnji v koloni gre pod strešico in ko je konec kolone, je še nekaj metrov, ko mora otrok lahko določimo gibanje, lahko pa potem steče do mize in na tisti mizi, do katere steče, je takle, jaz sem to na navaden risalni list, na hitro naredila kroge, napisala dele dneva, tukaj so pa sličice, obrnjene so z licem navzdol, prvo sličico, ki je na vrhu kupčka potegne, pogleda, kaj je narisano na njej in uvrsti tisto dejavnost, ki jo vidi na sličici na določen del dneva. Kaj, recimo tukaj si deklica umiva zobe, da podjutro, ne, tukaj je tema zunaj, družina sedi za mizo, je večera, ne. Torej, kaj delamo v določenih delih dneva. In ko to naredi, ko sličico uvrsti, teče nazaj v kolono, naredi strečico in potem gre naslednji, a ne. Tako da najboljše je tako, da imamo v vsaki skupini 5 otrok, a ne, da vsak eno sličico uvrsti, potem ko končajo skupine z delom, preverimo njihove pravilne, če so pravilno razvrstili, če niso, malo spet prekomentiramo, ne, pa ugotovijo, že sami ugotovijo ali pa ocenjujejo druge skupine, ali so vse sličice pravilno postavljene. Na ta način, s takimi v bistvu gibalnimi igrami lahko delamo spet marsikatero dejavnost. Ravno tako dnevi, a ne. Dnevi v tednu so tudi, ta vaja je tako, znajo jih že našteti, oziroma ta tema je, znajo našteti dneve, če jih naštevamo po vrsti, čim jih pa vprašamo, danes je ponedeljek, kaj je bilo včeraj, kaj je bilo predvčerajšnjim, ali pa kaj je bilo včeraj, kaj bo jutri, je pa že malo težava pri marsikomu, a ne. In spet lahko naredimo na isto temo, oziroma na isto igro kače, da je na koncu na tisti mizi, a ne, ko se recimo plazijo ali pa skačejo en čez drugega, na koncu na mizi taka razpredelnica in pa kartončki z dnevi. Otrok pride, prime kartonček, pogleda, kater dan in ga uvrsti tja, kamor pač paše, a ne. Se pravi, če je tukaj nedelja, jaz sem potegnila pa ponedeljek, bom dala ta kartonček tukaj, ne. Naslednji za mano bo potegnil nek drug dan in ga bo mogel spet uvrstiti v celo razpredelnico, a ne. In to skupina tekmuje in takrat je glasno in živahno, ampak vsi potem na koncu preverijo in gledajo, ali smo prav, ali nismo prav, ne, in gledajo ena skupina drugi skupini in s tem seveda je skozi igro spet kar precej dobro utrjena ta tema lahko. No, potem temu sledi pokaži Nandetu svoje znanje, kjer pač preverimo, koliko so si zapomnili oziroma kaj je treba še utrditi oziroma se morda celo naučiti. Pri vseh teh preverjanjih znanja, ki so v delovnem zvezku, imamo spet pač tele smejkote, otrok se lahko, zdaj uporabite jih lahko na različne načine, otrok se lahko samo vrednoti, kako mu je naloga šla, lahko se dogovorimo, da učitelj oceni pa pobarva smejkota, glede na pravilnost, kako je rešil nalogo. To je čisto pač po izbiri učitelja. Eni se bolj za samo vrednotenje odločajo, drugi pa vrednotijo sami. Lahko se tudi barve določijo, ne, če je smejk rdeč, je zelo dober, če je rumen smejko, je zelo dober, ampak je bila kakšna napakica in tako naprej, ne, to lahko sami pač te lestvice naredite. Zdaj, tej temi sledi tema Nekoč in danes. To temo bom malo preletela, no, tako kot sem rekla, tudi tukaj imate v pripravah kar nekaj idej. V pripravah so sicer nekako teme, v bistvu priprave so narejene tako, da imate, mislim, da 4 ure v tem sklopu, a ne, pri obravnavi učne snovi, lahko jih tako obravnavate, se pravi, kar pomeni, da greste najprej na igre in oblačila danes in nekoč, a ne, se pač o tem pogovorite, preberete stripe, naštejete igre, otroci doma malo povprašajo, če poznajo kakšno staro igro, morda kakšno svojo predstavijo, ki jo poznajo od kakšne babice, dedka ali pa morda celo prababice, pradedka, oziroma obravnavate te igre, ki so nekako navedene v pripravi, Tič, Vaga in pa Koza, klanc.
Potem v drugi uri greste na hrano nekoč in danes, kjer preberete spet strip, se pogovarjate pač o tem, kaj so nekoč jedli in kaj danes jejo, predstavimo jim nekatere stare jedi, ki jih verjetno danes niti res ne poznajo več, ali pa zelo redki, kot je na primer močnik, tudi malo odvisno, iz katerega konca so otroci, a ne, mestni otroci morda malce slabše poznajo močnik, mogoče kje v kakšni vaški otroci ali pa kjer se to še večkrat dela, pa malce boljše. Mogoče tudi eno vprašanje za razmišljanje. Zakaj nekoč niso jedli pice, hamburgerjev in druge moderne hrane? In spet ne otroci razmišljajo, zakaj niso jedli recimo določenih stvari včasih v takem razponu kot danes, zakaj so jedli recimo več močnika kot na primer hamburgerjev ali pa pice ali pa kaj takega, ne? In ne razmišljajo, pa spet naštevajo vse možne ideje, da prečešajo v spominu vse, kar imajo v spominu, kako je nekoč izgledala kuhinja, ne, to, kar so se že v prvem razredu učili, malo po tej sličici, kaj vse so imeli, kakšne pripomočke so imeli, kaj imamo pa danes, ne, in bojo počasi prišli do tega razmišljanja, kako dejansko se in zakaj se tudi razlikuje hrana danes in nekoč. In pa ali je bilo kuhanje nekoč lažje ali danes, ne? Pa naj povejo, zakaj je bilo lažje, zakaj je bilo včasih težje, zakaj je danes lažje. Morda bo kdo rekel, da je bilo včasih lažje, pa bo imel spet nek tehten razlog, recimo temu tako. Lahko pa naredimo to kot blok uro, damo otroke v različne skupine, eni obravnavajo igre, oblačila, drugi hrano, potem predstavijo drug drugemu, a ne, tukaj imate zelo različne možnosti izvedbe, jaz sem v pripravah napisala, kot da se to obravnava ločeno. Potem v tretji učni uri pa imamo promet, na kar je vezana tale druga naloga v delovnem zvezku, in sicer tukaj lahko naredimo blok uro z predmeti, lahko imamo pa samostojno uro, kjer je obravnavan samo promet. Obravnavamo lahko pač ta prometna sredstva nekoč in danes na tak način, da damo otroke v skupine. Zdaj sem dala, pa jaz tukaj imam nekaj idej, kako lahko otroke razdelite v skupine. Ne samo ti pa ti pa ti pa ti, a ne, ker pa imamo pol vedno, ali pa zna biti včasih kakšen problem, zakaj pa nisem s tem, jaz bi bil pa rajši s tem, a ne, pa se po nepotrebnem sploh s tem ukvarjamo. Ampak vam bom dala, mogoče se verjamem, da imate tudi same različne ideje, ampak recimo meni je ta delitev po asociacijah recimo zelo všeč, pripravljene imam različne pare sličic in otroci jih potem vsak dobi določeno vrsto sličic, recimo konj šah, buča semena buče, ježek hruška, ne, in tako pridemo do parov in potem te pari najdejo še tiste pare, ki spadajo skupaj, ne, po nekih recimo skupinah, ne. Lahko bi dali tudi prevozna sredstva različna, ne, pa bi dali različne avtobuse, različnih barv, iz različnih obdobij, različne avtomobile in je potem skupina avtobusov, skupina in otroci pač sličice žrebajo, lahko jih enostavno razdelimo sličice in potem se morajo najti po nekem ključu, ki ga morajo včasih sami ugotoviti, včasih damo že na mizo, recimo vi ste skupina avtobusov, vi ste skupina koči, vi ste skupina, ne vem, koles in tako naprej, ne, in so različna kolesa iz različnih obdobij, različnih barv in otroci se morajo pač najti, ne. To je ena taka zelo enostavna in zelo hitra delitev skupine, brez prerekanja, brez skreganja, brez nekega nerganja, zakaj pa ta z mano, zakaj pa on z mano. To seveda lahko naredimo takrat, kadar nam je vseeno, ali so po nekem ključu malo bolj uspešni učenci vsi skupaj, ali pa da pač pride ravno tako, da so manj uspešni vsi skupaj. Če je učna tema malce lažja, da vsi zmorejo, ne. To je recimo ena taka ideja. Zdaj potem naslednja ura je pa posvečena predmetom nekoč in danes, tudi tukaj sem jaz učence razdelila v skupine, vsaka skupina dobi razrezano sliko enega od predmetov, sestavijo to sliko, prilepijo na list, ugotovijo, zakaj se ta predmet uporabljal in potem predstavijo to sošolcem in potem gremo seveda na delovni zvezek, kjer rešijo tole tretjo nalogo, iz priloge izstrižejo predmet, ga sestavijo in potem narišejo, kakšen je ta predmet danes. Pri četrti nalogi na strani 51 imate pa en tak, jaz upam, da boste to postavili kot izziv otrokom. Tukaj lahko otroška ustvarjalnost zelo pride do izraza, ne, se pravi,
Zanimivo je že za nas, za reševanje. Recimo vemo, kako hiter je v bistvu ta tehnološki razvoj, kamor spadajo v končni fazi tudi različna svetila. In tukaj imamo petrolejko, s katero se je svetilo nekoč. Otroci narišajo nekaj, s čimer svetimo danes. Tukaj jaz bi jim pustila odprto. En bo narisal namizno svetilko, en bo telefon, kako se z njim sveti, en bo ne vem kakšen luster narisal, recimo, in tako naprej. Ampak največji izziv je pa, s čim bomo svetili pa v prihodnosti. Se pravi, to je ena taka ustvarjalna naloga, naj tukaj pride do izraza njihova ustvarjalnost, vse sorte dajmo dobili. Morda pa res še kakšnega vizualista dobimo že med takimi malimi otroci v 2. razredu. Bi bilo zanimivo vedeti, s čim recimo, ko bomo mi že zelo stari, s čim se bo takrat svetlo. A bo šel razvoj še naprej, še vedno tako hitro naprej, ali se bo ki je tudi ustavlja. No, in potem še naloga 5 in pa igra sedanjost, preteklost, prihodnost, to je pa gibalna igra, za katero imate navodila tudi na zadnji strani napisana. Kot eno tako popestritev lahko recimo ob preverjanju znanja ali pa tisto uro, ko rešujete preverjanje znanja, pa potem morda s kakšnimi igrami tisto učno uro še popestrite, ponovadi lahko z igrami, ki ste jih v preteklih urah pač pri obravnavanju snovi, in v eni uri pa vse skupaj še enkrat preigrate. Lahko recimo ena igra je tudi, da sestavljate. Otroci dobijo, recimo damo jih v 4-5 skupin in v vsaki skupini je 4-5 slik, ki jih morajo sestaviti. Recimo ena igrača, eno prevozno sredstvo, ena hrana, oblačilo morda, mogoče prikaz neke igre v preteklosti, se pravi situacija, ko se igrajo otroci, in razstrižene slike, ne vem, vsaka slika na 6-8 delov, so dane na kupček na sredo mize. Igralci sedijo ob mizi in vsak dobi pomanjšano sliko, katero mora sestaviti. Vsakič je eden na vrsti potegne zgornji del nekega koščka slike. Če je njegova, jo obdrži, če ni njegova, jo lahko da tistemu, od katerega je, če pravilno oceni, lahko jo da pa nazaj na kup, pa počaka, da bo prišel do svoje slike. In zmaga tisti, ki prvi sestavi sliko, potem jo mora pa tudi uvrstiti, kaj je na sliki, torej oblačilo nekoč, ali oblačilo danes, ali je to prevozno sredstvo, ga poimenuje, ali je to nekoč, danes, spet skozi eno tako igro, s katero vi nimate kaj dosti dela, pač slike razrežete, če hočete dalj časa se obdržijo, jih plastificirate in jih imate še za leta in leta potem naprej. Tako da otroci se pa to radi igrajo. Spet, lahko je to za med poukom, lahko je to za odmor, lahko je to za podaljšano bivanje, pač za različne aktivnosti, takrat, ko precenite, da je čas za tako stvar. Potem pa verjetno bodo, kljub temu, da je vmes v delovnem zvezku še ena učna tema, oziroma da je še nekaj ur drugih učnih tem, bomo pa zaradi nekako časovne prilagojenosti, ker spadajo prazniki v december, oziroma tik preden gremo na božično-novoletne počitnice, boste pa verjetno obravnavali praznujemo. Zdaj, prazniki so ena taka stvar, ki jo otroci v 1. razredu mislimo, da so si kaj zapomnili, pa v 2. ugotovimo, da nič iz 1. ne vejo, in v 3. spet ugotovimo, da iz 2. nič ne vejo. Zelo redki praznike si otroci zapomnijo, še v 3. razredu, v 2. je pa to še majčkeno slabše oziroma hujše, kar se tiče zapomnitve pri otrocih. Jaz sem tukaj dosti razmišljala, na kakšen način bi otrokom lahko to približala. Nekako najlažje je s simboli, da gremo skozi praznike, da vsak praznik nekako vpišemo oziroma ga nekako uvrstimo k nekemu simbolu, pa vendar tudi to ni tisto, da bi se otroci čisto zapomnili. Zato sem pač nekako razmišljala, kakšne vrste igro bi lahko imeli pri praznikih, in sem spet se domislila neke gibalne igre, poimenovala sem jo Prestol. Ta prestol je tale učni stol oziroma stol iz učilnice. Spet damo v vrsto obroče, zdaj tukaj so samo 3, teh obročev lahko 6, lahko jih je 10, lahko so pa 3, tako kot tukaj. In ob
spet imamo lahko na podoben način kot prej, se pravi, da otrok skoči v obroč ali pa na kakršen koli način naredi nek gib v obroč, pogleda sličico, poimenuje praznik, se pravi, zakaj ta sličica, tukaj so pirhi narisani, sem bo mogel spomniti na veliko noč, ne, pa jo da na drugo stran. Skoči naprej, vidi Prešerna, reče, poimenuje praznik. Potem vidi zastavo slovensko, pogleda in pove nek praznik, nek državni praznik, recimo dan enotnosti. Torej, dan samostojnosti in enotnosti. Torej, če otrok ne ve, si lahko pomaga skupino. In tukaj je tisto, kar je pomembno, mogoče tukaj nima enega džokerja, ampak jih ima več, ne, lahko vsakič skupina pomaga, ampak takrat otrok nekaj bo mogel povedati, ne, in skupina bo gibala. In jaz skozi to igro si vsaj nekaj več zapomnejo, ne. Zdaj, drugi nivo igre je, da napišemo datum, kdaj se praznik praznuje. In tukaj imamo mogoče še malo težje je vse skupaj, ne, za drugi razred, ampak morda pa uganejo oziroma ugotovijo in sistem kakšen datum več zapomnejo, vsaj po mojih izkušnjah s sličicami in s tako igro, potem pridemo do tega, da kakšen datum oziroma kakšen praznik dalj časa ostane v glavi. Tako da, kaj pa tale stol na koncu? Torej, skupine stojijo tukaj, ena kolona za eno vrsto obročev, druga za drugo. Če imamo večji razred, potem naredimo dve taki igrišči v bistvu, ne? In skupine, se pravi, poimenujejo praznike, dajajo na drugo stran sličice in tisti, ki je iz prve skupine prvi pri stolu, zasede prestol. Torej, dobi skupina točko. Potem ta dva ostaneta, gresta nazaj v vrsto, gresta druga dva iz skupina, ne. Sličice mi lahko ves čas menjavamo. Čeprav ni nobene potrebe, ker glih ko 3-4 pridejo skozi, si malo zapomnejo, kateri praznik je, ne. In jih s tem, ko so ves čas iste sličice v obročih, res utrdijo, ne. Potem gremo na drugi nivo, ne, pa damo lahko datume, ali pa povemo ime praznika, pa mora on simbol povedati, ne. Tako da tukaj imamo več variacij, je pa to odlično, zato ker tekmujejo, zaigrajo se, motivirani so, pa je takrat koncentracija res na malo višjem nivoju, kot pa, če bi jih spraševali, pa kazali sličico, no, kateri praznik je tole, ne. Potem se veste, kako je, eni zablokirajo, eni vejo, ne takoj, tisti, ki ne vejo, nič ne pomislijo, tisti, ki vejo, itak ne pomislijo, ker vejo na pamet in tako naprej. Nimamo nekega hudega razmišljanja in neke hude koncentracije. Zato je pa takale igra recimo super. Evo, približno tole sem si danes zamislila, zdaj smo nekako pri koncu, kar sem jaz pripravila. Zdaj pa ne vem, Tihana, so kakšno vprašanja? Vanja, hvala lepa, hvala za to zakladnico vseh zamisli za gibalne igre. Verjamem, da bo marsikateremu udeležencu prav prišla in seveda naj poudarjava, da so principi tovrstnih iger pravzaprav uporabni pri vseh temah, pri spoznavanju okolja in še več tudi pri drugih predmetih, ne. Tako, jaz sem spremljala chat, v chatu so, hvala vsem, da ste se oglasili, udeleženke so se ti zahvalile za zelo fine, luštne, uporabne ideje in pravijo, da bodo prav prišle in da si jih bodo preizkusili oziroma v razredu in preigrali. Jaz vas še vabim, mogoče zdaj na koncu imamo čas, če imate kakšno vsebinsko vprašanje glede samostojnih delovnih zvezkov. Vanja je njihova avtorica, pravzaprav je ona tista, ki največ ve o njih, tako da lahko izkoristite to priložnost. Če pa ne bo, imamo pa eno vprašanje. Vanja, še zmeraj se ti udeleženke zahvaljujejo za vse ideje. Hvala lepa za prijazne besede. Imamo pa eno vprašanje. Zanima me, kako je z ocenjevanjem znanj. Jaz mogoče ne vem, če čisto dobro razumem to vprašanje. Mogoče, če gospa misli, mogoče glede razporeda ur in vsebin, če imamo rezerviran prostor v razporeditvi ur za ocenjevanjem znanj. Sicer pa gospod Šoštarič, če sem narobe interpretirala njeno vprašanje, vas prosim, če me lahko popravite. Izvoli, Vanja.
Ja, glede ocenjevanja znanja v bistvu v učnih pripravah so, se pravi, ure so namenjene temu, drugače imate pa na vsake toliko ur oziroma vsake toliko, recimo na 2-3 sklope, določeno učno uro, ki je po izboru učitelja, torej da si tudi takrat lahko planirate kakšno ocenjevanje znanja, ponavljanje, preverjanje. Kar se tiče pa same sestave ocenjevanja znanja, so vam pa lahko v pomoč ravno ta preverjanja oziroma pokaži Nandetu svoje znanje. Tukaj so zajeta v bistvu vsi učni cilji, ki so pri določeni učni temi, so zajeti v tem preverjanju znanja. Večinoma so naloge pri preverjanju znanja bolj nižjega nivoja, tako da boste mogli kakšne naloge prilagoditi, ampak so vam lahko odlična iztočnica, da samo malo preuredite, malo mogoče zamenjate kakšno vprašanje in imate že sestavljeno ocenjevanje znanja. Mogoče je to gospa mislila, če jih kje imamo, to smo tudi v prvem razredu pri delovnem zvezku za prvi razred večkrat poudarili, da v bistvu so ta preverjanja znanja z Nandetom, oziroma pokaži Nandetu svoje znanje. Če boste šli po teh nalogah, boste čisto vse cilje podelali, je pa fino, da malo naloge spremenite določena vprašanja, da ne bodo čisto enaka. Imejte to za preverjanje, za ocenjevanje, pa pol sam prilagodite, ker imate vse učne cilje pač skozi te naloge zajete. In tudi v letni razporeditvi ur, ki je delana na podlagi vsebine za samostojni delovni zvezek, imamo opredeljene ure za preverjanje in potem za ocenjevanje. Tako da je Vanja, ko je pisala vsebino, je razmišljala o tem, da morajo biti ure rezervirane za preverjanje in ocenjevanje. Še eno vprašanje, ga bom kar dobesedno prebrala. Vanja, ali imaš ti pri pouku še zvezek poleg delovnega zvezka? Mi smo ga naročili, vendar nam je letos čisto odveč. Torej, ali poleg samostojnega delovnega zvezka učenci potrebujejo še zvezek? Ja, super vprašanje, hvala. Pa zelo sem ga vesela tudi zato, ker sem večkrat poudarila, da ta delovni zvezek je res delovni in da marsikatera učiteljica potem zraven se sploh ne odloči, da bi otroci imeli zvezek, zato ker v tem delovnem zvezku morajo otroci res delati, in včasih ne ostane niti več kaj dosti časa, da bi še posebej zapisovali. Zdaj tukaj bom rekla, je res stvar vsakega učitelja posebej, kako se bo odločil, je pa tako, včasih te ti zvezek potem toliko obremenjuje, da moraš nekaj zapisati, kar je včasih dobro, da je treba kaj zapisati, iz večjih razlogov. Včasih je pa enostavno zmanjka časa, ker smo videli idej, kako se otroci lahko zapomnejo, je ogromno in če hočemo zraven in še pisati in malo se igrati gibalno zraven, potem moramo nečemu se malo odpovedati oziroma lahko zmanjka časa. Morda lahko tisti, ki ste še vedno mnenja, da nekaj pa vse ne treba zapisati, lahko, ne vem, imate za 2 predmeta en zvezek, pa mogoče res se staršem tudi pove na začetku leta, da se samo določene vsebine, pa tam, kjer je res nujno, zapisuje dodatno, vse ostalo se pa rešuje, pa dela po delovnem zvezku. Nekaj časa smo imeli celo idejo, ne vem, če se Tiha na to spomni, da bi dali sem pa tja v delovni zvezek kakšno prazno stran, ampak potem bi bilo to predebelo in bi bili spet preveliki delovni zvezki, tako da smo to opustili. Mogoče kombinirajte s kakšno glasbo, na eni strani imate za glasbo, na drugi strani pa za spoznavanje okolja, za samo določene vsebine. Ampak jaz delovni zvezek oziroma zvezek zraven imam samo za začasne zapise, ne pa za nekaj obveznega, da moram vsako učno temo obvezno še zapisati. Ker pri kakšni učni temi je pa res fajn, da lahko še kaj sami, recimo imate kakšno idejo, kakšno nalogo jim date, pa da lahko v ta dodaten zvezek, ki ga imate, zapišajo. Ni pa to obvezno, kot je bilo včasih, mislim, ko je obvezno še zvezek zraven. Mogoče še dopolnitev, ker je samostojni delovni zvezek last učencev, bi bilo verjetno tudi smiselno premisliti, da učence spodbujate, da si kaj zapišejo kar noter v delovni zvezek, da imajo pač vse na enem mestu, tudi oblikovani so tako zelo zračno, velike belin, velike prostore, da si lahko učenci kaj dopišejo, narišejo, ali pa pravzaprav jih lahko že počasi začnete tudi navajati na različne bralne učne strategije in jih spodbujate, da si kaj obkrožijo, kaj pomembnega počrtajo, pobarvajo, naredijo kaj klicaj, pa tako naprej. Tako da pravzaprav lahko samostojni zvezek hkrati je samostojni delovni zvezek in zvezek.
Vsekakor pa vse, kar morajo narediti, lahko naredijo v delovnem zvezku in je tudi dovolj prostora in za risanje in za pisanje. Smo bili pri oblikovanju zelo pozorni na to. Še eno vprašanje imava, Vanja. Če bi lahko dali temo Praznujemo za na konec. Gospa Ajlec, ne vem, če sem prav razumela, na konec šolskega leta ali kako, ker pravi, da tema ni podarjena samo na božično-novoletne praznike, da bi morali ravno sedaj obravnavati nekatere teme preskočiti. Pač vsebina je tako razporejena, da tema Praznujemo pride v drugo polovico decembra, je tako, Vanja, ne? Ja. Ja, to smo pač izkoristili, ker je povsod okoli nas je en kup tega praznovanja in tega božično-novoletnega vzdušja, lahko v sklopu te teme tudi otroci izdelujejo kakšne izdelke za okrasitev razreda, novoletne voščilnice, kaj mogoče za božični sejem, če ga organizirate na šoli. Tako da v resnici sva namerno dali v ta božično-novoletni čas, je tako? Ja, res je. Je pa, mislim, a veste, praznujemo prazniki, se skozi celo šolsko leto dogajajo. Tako da na mestu je ob vsakem prazniku bi v bistvu lahko bila ta tema, ne. Veliko preveč razdrobljena bi bila, če bi gledali na vsak praznik, pa da takrat tisti praznik obravnavamo preko delovnega zvezka. Zato v delovnem zvezku pač nekje mora biti umeščena, najbolj smiselno, da je ob nekem prazniku in tako kot Tihana rekla, v bistvu to so eni taki prazniki, kjer imamo tudi počitnice in zato je ob tem prazniku. Razumem pa gospo, ki je to omenila, morda na koncu leta, pač otroci grejo že skozi celo šolsko leto, malo bolj so že zreli, a ne, marsikater praznik smo že obravnavali, pač recimo, ko je bil 1. november, ste se zagotovo vsi dotaknili 1. novembra oziroma dneva reformacije, a ne, ste ga omenili, morda kakšno stvar zapisali, povedali simbole, a ne, in ravno tako v vseh ostalih praznikih, lahko bi dali temo prazniki tudi na konec šolskega leta, ne bi bilo čisto nič narobe. Midva so se pač tako odločili, ker nekako naj bi pasala po najinem mnenju in po mnenju pač teh, s katerimi smo kontaktirali učiteljev, nekako to v ta del šolskega leta. Je pa tako, da v bistvu vi lahko temo preskočite, pa se na koncu šolskega leta vrnete, če vam tako bolj leži, a ne, na to. Saj ni nujno, da se vsaka točno čisto zapovrstjo obravnava, a ne. Vanja, zdaj v resnici berem ves čas zahvale za prijeten webinar, zahvale za odlične ideje. Veseli me, da veliko udeleženk današnjega webinarja pravi, da bo ideje, da bodo preizkusile v razredu, ne, verjetno sva s tem že dosegli današnji namen, ne? Seveda. Hvala lepa za udeležbo. Vanja, tebi hvala, da si nas vodila skozi današnji webinar. Za konec vas samo še povabim na webinar za slovenščino v prvem triletju, ki bo naslednji ponedeljek ob 18. uri. Z vami boste urednica in avtorica gradiv dr. Alenka Rot-Vrhovec. Medve z Vanjo bova pa z vami ponovno januarja. Do takrat vam želiva vse dobro, predvsem veliko zdravja in da bo šolsko leto potekalo po takih ustaljenih tirnicah, kot smo jih vajeni in znotraj katerih se verjetno najboljše počutite tako vi kot vaši učenci. Hvala lepa, želim vam prijeten večer še naprej in kmalu nasvidenje. Nasvidenje.